Gledate Gorenjska poročila na GIF TV. Dober večer, pozdravljeni, dobrodošli na 35. Čufarjevih dnevih. Pozdravljena, spoštovana gospa ministrica za kulturo, doktorica Asta Vrečko. Pozdrav gospodu županu Blažu Račiču. Predsedniku organizacijskega odbora in pa vsem odbornikom, ki so pomagali resno pripravljati naš festival. In seveda vsem vam, ki boste aktivno sooblikovali podobo 35. Čufarjevih dnevov, kar za vas, ki vztrajno polnite dvorano leto za letom, večer za večerom, zagotovo lahko trdim. Vaša aktivna vloga je tudi v odločanju o najboljši predstavi, tisti po izboru občinstva. Tako podelimo eno od 4 Čufarjevih plaket. O usodi 3 pa odloča strokovna žirija. Dovolite, da vam jo predstavim in pozdravim letošnje žirante. To so univerzitetna diplomirana dramska igralka Alida Bevk, gledališki in radijski režiser, urednik in zaslužni profesor Univerze v Ljubljani Aleš Jan, univerzitetni diplomirani dramski igralec in režiser Iztok Valič, pred nami je 6 gledaliških večerov, do katerih ne vas pospremi beseda predsednika organizacijskega odbora Jožeta Ostermana. Prosim. Vesel sem, da lahko sodelujem v teh 35 Čufarjevih dnevih. Gre za prireditev, ki se je tukaj res dobro korenila in po oceni ljudi, ki poznajo kulturo, je to najpomembnejša prireditev v teh krajih, se pravi severno-zahodni Sloveniji. Naj taka tudi ostane. Zdi se mi pomembno, da dviguje gledališko kulturo in dokaz je, da je danes polna dvorana. Druga gledališča imajo tu pa tam kar nekaj težav z publiko. Vesel sem, da vidim, da ste vsi tukaj, da boste uživali v gledališču in da vam bo lepo. Rad bi se zahvalil majhnemu kolektivu Čufarjevega gledališča. Upravili so spet izjemno delo, tako da biti predsednik organizacijskega odbora s takim timom ni težko. Torej, hvala gledališnikom, hvala pa tudi vam in veliko užitka. Hvala predsedniku. Občina Jesenice sodi med soorganizatorje in pa glavne financerje našega festivala. Župan je tudi reden obiskovalec Čufarjevih dni, zato mu povabilo k besedi ne bo povzročalo nikakršnih težav. Gospod župan Blaž Račič, beseda je vaša. Dober večer in lep pozdrav. Še posebej sem vesel, da lahko nocoj v naši družbi pozdravimo ministrico za kulturo Republike Slovenije, doktorico Asto Vrečko. Seveda pa lep pozdrav velja vsem vam, ljubiteljicam in ljubiteljem gledališča, prijateljem in prijateljicam lepe besede. Dobrodošli na Jesenicah v dvorani gledališča Toneta Čufarja, ker smo ponosni na našo gledališko tradicijo, na našo ljubiteljsko kulturo, ki je pogosto presegala lokalne meje, segala na območje celotne Slovenije in seveda tudi preko meja. In tega smo zelo veseli. Veseli smo tudi tega, da naši gledališčniki še naprej tako uspešno delujejo in so pogosto zgled tudi marsikateremu drugemu gledališču v Sloveniji in seveda tudi širše. Hkrati se mi zdi pomembno tudi eno dejstvo, da gledališče povezuje. Sploh v teh časih, v katerih živimo, sploh v zadnjih 2 leti, ko jih je zaznamoval koronavirus in pa tudi tehnološki razvoj, ki nas nekako razdvaja
Gledališče je tu, da povezuje. In vesel sem, da je danes polna dvorana gledališča Toneta Čufarja in si želim, da bo polna užitkov, kulturnih užitkov, tudi v prihodnjih dneh, vse do sobote. Vsem skupaj še enkrat lepa dobrodošlica tukaj na Jesenicah, v dvorani gledališča Toneta Čufarja. Verjamem, da se bomo v prihodnjih dneh še srečevali. Dobrodošli. Če se še bolj trudim uporabiti besedno zvezo za vse sem sama in če sem iskrena, je ne smem uporabiti. Je pa to naslov prve domače tekmovalne predstave domačega avtorja Jeseničana Mihe Marcinja. Sicer pa nisem za vse sama. V meni so moji pridni sodelavci v gledališču, je organizacijski odbor. Zato, da pa začnemo Čufarjeve dneve, imam čast, da uradno slovesno odprtje 35. festivala ljubiteljskih gledališč Slovenije in zamejstva prepustim gospe ministrici in slavnostni govornici, ministrici za kulturo, doktorici Asti Vrečko. Lepo prosim. Spoštovane obiskovalke, spoštovani obiskovalci, organizatorji, spoštovan župan, gledališčniki, vsi ljubitelji in ljubiteljice kulture in umetnosti. Čufarjevi dnevi, ki so tukaj že 35. leto, so ena najpomembnejših prireditev ljubiteljske kulture pri nas. Poseben pomen imajo, ker združujejo tako gledališka društva iz Slovenije, kot tudi iz zamejstva. S tem se tudi kaže moč kulture, tako ljubiteljske kot profesionalne, ki ni zamejena v nacionalne meje, ampak jih zna prav z ljubeznijo do kulture, jezika, ustvarjanja tudi preseči. In zaradi tega tudi sem vesela ravno slogana, ki je na almanahu letošnjega zbornika Kulturi podarjena, nobena ura ni izgubljena. Gre za res prelep rek, ki kaže na to, da ravno ljubiteljska kultura je tista, v katero mnogokrat pravzaprav pozabljamo, koliko truda, trdega dela, ki absolutno pogosto presega tisto ljubiteljsko raven, je potrebnega, da ob vseh ostalih družinskih, službenih in drugih življenjskih obveznostih pravzaprav terja, da se lahko zgodi neka takšna predstava, ki jih bomo videli tudi tukaj. Posebej lepo je, da smo tukaj danes v živo, po 2 letih nekako pretrganih stikov, druženja, vadenja, možnosti nekako skupinskega ustvarjanja, vendarle vsi se zavedamo, da tudi na področju ljubiteljske kulture je to bilo še malce težje kot znotraj profesionalne kulture. Ampak ta dogodek sedaj kaže, da je kultura vsekakor na vseh ravneh nazaj in da ima zelo velike možnosti in potenciale za naprej. Kar pa sem tukaj posebej vesela je, kot je že bilo uvodoma omenjeno, namreč ljubiteljska kultura na vseh ravneh, ne zgolj v gledališču, tako v glasbi, vizualni umetnosti, najrazličnejšem ustvarjanju je pravzaprav tista, ki na eni strani nekako spodbuja mlade za to, da se ali bodisi odločijo za poklice znotraj umetnosti in kulture, kaže medgeneracijsko solidarnost, kaže pa seveda tudi, kar je najpomembnejše, vzgojo občinstev. In to je tisto, kar je ključno. Ljubiteljska kultura je nekaj, kar nas vse bogati, ljudi različnih profilov, poklicev in je tista, kar našo skupnost tudi povezuje. Tako v majhnih lokalnih skupnostih, kot večjih in seveda na nacionalni, kot kaže ta festival, tudi mednacionalni ravni. In zaradi tega je tako lepo stati na tem odru, videti
polno dvorano, ta izjemen program, ki ste ga tukaj pripravili za nas. Verjamem, da bo to dnevi polni, da bojo zelo težko se odločiti na glasovnicah, ki sem jo že dobila in se težko predstavljam, da je treba ves čas ocenjevati. To je vendarle najtežji del tega festivalskega dogajanja, ampak to, da obstaja takšen festival 35 let, mislim, da je že tisto, kar kaže zmago. In v Sloveniji je ljubiteljska kultura res na najvišjem nivoju, kažejo to številne nagrade, predvsem pa to kaže sprejemanje in nekako takšni festivali, ki jih vzame skupnost zase. Vesela pa sem seveda, da ta festival odpira komedija, ob kateri se bomo lahko nasmejali. Hkrati pa je komedija tista, ki včasih najglobje pravzaprav reflektira neke družbene dogodke in nam tudi nastavlja zrcalo. Zato upam, da se bomo še pogosto srečali ob takih dogodkih. Verjamem, da bomo vsi v današnji in prihodnjih predstavah uživali, s tem pa seveda razglašam, da so 35. Čufarjevi dnevi odprti. Hvala lepa. Kakšno vlogo ima kultura v slovenskem prostoru? Kultura ima v slovenskem prostoru izjemno pomembno vlogo. Kulturno ekosistem sestavljajo tako profesionalni javni zavodi, nevladne organizacije, kot seveda ljubiteljska kultura. In ljubiteljska kultura predstavlja tudi največjo mrežo kulturnih organizacij v Sloveniji in takšni dogodki, kot so Čufarjevi dnevi, ki potekajo že 35. leto, pravzaprav dokazujejo, kako pomembna in živa je ljubiteljska kultura, kako je prepredena v vse pore prebivalca, kdo vse se z njo ukvarja in kakšno vlogo ima seveda v družbi. In to je vloga popularizacije kulture, vzgoje občinstva, vzgoje mlajših generacij, skrbi za medgeneracijsko solidarnost in seveda tudi ohranja kulturno dediščino. Tako da sploh po teh 2 letih epidemija smo zelo veseli, da so sedaj ponovno lahko že nekaj časa uživamo tudi kulturo in umetnost, ki povezuje ljudi širom Slovenije, od najmanjših lokalnih skupnosti do nacionalne ravni, kot tukaj tudi pravzaprav zamejska gledališča. In ravno iz tega vidika so takšne prireditve zelo pomembne, pomembno pa je tudi, da to občutimo sami v živo na lastni koži. No, tudi izbor ljubiteljskih gledališč in njihovih predstav je bil pred samo korono precej večji, kot je sedaj. Sedaj je bera zelo majhna, letos jih je komaj 9. Seveda je korona pustila določene posledice in tudi sama kultura potrebuje nekaj časa, tako ljubiteljska kot profesionalna, da se spravi nazaj v svoj stari pogon. Ampak to se nikakor ne kaže nič na kvaliteto ljubiteljske in druge kulture, morda zgolj iz vidika, da so vmes tudi pogoji zlasti za ljubiteljsko kulturo bili, vendarle moramo se zavedati, prekinjeni, da je bila vadba otežkočena, kot tudi druženje. Tako da v tem absolutno nič tragičnega, ravno nasprotno, to kaže le zelo dobro popotnico za prihodnost. Hvala lepa za pogovor in prijeten večer na Jesenicah. Hvala vam. Hvala. Pred odprtjem 35. Čufarjevih dnev na Jesenicah ste v predverju odprli razstavo ljubiteljske kulture in pa izdali almanah
v katerem je zbrano gradivo od Rateč do Rodin. Ja, zelo smo veseli, da smo lahko v tem času, v korona času, tako rekoč tudi zbirali gradivo za ta almanah od Rateč do Rodin. Te kapljice, ki so se nabirale že vrsto let v zborniku jeseniškem in tako dalje, smo združili v eno dolgo, veliko reko, ki teče, in ta almanah je skupek vseh teh kapljic in veseli smo, da nam je uspel v taki meri, lahko pa spodbudimo še naše zanamce, ki bojo to spremljali in mogoče tudi še kaj dopolnili. Koliko časa bo zdaj ta razstava na ogled tukaj v preddverju gledališča Toneta Čufarja? Ta razstava bo do sobote v delu, ki bo Čufarjevi dnevi se bojo odvijali, in veseli smo, da smo lahko to razstavo postavili ravno v gledališču, ker vemo, da je zdaj kulturni praznik na Jesenicah. Hvala lepa in čestitke. Hvala lepa.